Hvala. V moji zelo šibki slovenščini, se opravičujem. Ja, zakaj gre? Gre za eno feministično etnografijo, etnografsko študijo, dvostransko, metodološko, teorično in potem tudi v jedru te teorije je etnografija o odraščanju korejskih deklet in mladih žensk in v jedru tiste etnografije je ideja transgresije, prestopa in v mestnosti liminalnosti in te precej klasične antropološke zadeve so potem performirane, ostvarjene, materijale predstavljene, ne vem kaj, v tistem tekstu. Tekst ima 3 cilja. Prvi je cilj, da se pojam transgresije, prestopa, kršitve teoretizira, metodologizira. Drugi cilj je, da se locirajo južnokorejske ženske figuracije, kot so figuracija lutke, lutkizacija, dolifikacija in tudi transgresivne, revolucionarne figuracije, agency, delovanje in vse to. Power structures, območja ženskih, kaj? Območja ženskega delovanja v sodobni korejski družbi. In tretje, delo je bolj tak avtoreferencialno v kulturologiji, ker tudi obravnava položaj etnografije v kulturologiji, etnografija, ko je samoumevna v antropologiji, ni tak samoumevna v kulturologiji. Potem tisto delo se tudi kritično zauzima za položaj etnografije v kulturološki profesiji. Ne? Kaj pa potem? Kaj vam se zdi, Agata? Je zadost? Zahvale. Delo so z angleščine prevedla Ksenija Zubković in Urban Tarman, ljubljanski kulturologi, novinarji, filmologi. Sem zelo hvaležen, ker so delo naredili zelo mi je všeč prevod. Potem Zrcazu, Inštitut za prostorne študije, dr. Gregorič Bon, vsi, ki so sodelovali, sem jim zelo hvaležen. Za kraj eno imam majhno zadevo za čitatelje. Tistim bralcem in bralkom, na 16. strani, tistim bralcem in bralkom, ki jih metodologije in teorije zlahka zdolgočasijo, priporočam, da preskočijo 3. in 4. poglavje.